Po enem tednu trde in neizprosne zime je v našo deželo spet prišla pomlad. Še 4 dni nazaj je v Novi Gorici snežilo, zdaj je pa prav ena taka lepa januarska idila. Imam novice glede nove specialke, kar je tudi najbolj pogosto vprašanje na mojem kanalu, tako da vam vse povem v nadaljevanju. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Res imamo eno tako krasno sončno vreme. Po kosilu se je dvignilo do 8 stopinj Celzija in jaz sem se kar lepo odpravil na kolesarjenje v eni dolgi majici in brez kakršnekoli zaščite za ušesa. Ceste so še zmeraj kar precej mokre, ker je včeraj padel dež, tako da ne vem točno, kam bi se zapeljal. Prvotno sem mislil iti malo na Kras, ampak sem zdaj sklenil, da se bom izognil kakršnemu koli mokremu in spolzkemu spustu, pa še posebej zaradi tega, ker vem, da so ceste solili in nima nobenega smisla, da si packam specialko bolj, kakor je treba. Kogar bolj natančno zanima, kakšno vožnjo bom danes odpeljal, naj si pa pogleda dol od spodaj v opis videa, kjer bom pustil link od svoje Strave. Prišel sem v Italijo in zdaj bom preveril, kakšna je cesta in predvsem promet v smeri dol proti morju. Ja, nekaj malega prometa je, ni pa prav pretirano, tako da bom zdaj vztrajal par kilometrov v to smer. V vsakem primeru mi pranje kolesa danes ne uide, zato da mi morebitna sol ne uniči komponent. In bi kdo rekel, pa kaj te to briga, saj dobiš zdaj novo kolo. Ampak vseeno, ta skot je še zmeraj moj, jaz ga zelo pazim in kdo ve, kdo bo njegov naslednji lastnik. Čisto na kratko, da ne bi kdo spregledal, Sirocco ima ta vikend akcijo s povečanim popustom. Samo še danes, v nedeljo, 11. januar 2026, lahko do polnoči dobite 20% popusta namesto običajnih 10. Če kdo želi izkoristiti, prav lepo vabljen, lahko obišče spletno stran preko mojega specialnega linka ali pa v košarci uporabi mojo kodo RBASLO. Čez dober dob sem naredil par kilometrov po stranskih cestah, zdaj sem pa spet na glavni cesti Gorica-Trst, kjer je nekaj več prometa. Ampak teh par kilometrov nima alternative, tako da moram iti prav po tej cesti, če hočem danes videti morje. Tukaj desno se gre proti avtocesti in par avtov zagotovo zavije tja dol. Tako da na tej moji poti ne bi smelo biti pretirane gneče. Če prav dobro pogledam, kje dol, pa že vidim ladjedelnico od Monfalcona in en košček morja. Zdaj toliko, da veste, naslednje 2 vikenda ne bo videa. 17. januarja moram iti na Štajersko na eno poslovilno zabavo, ko gre kolega v penzijo. Potem 24. januarja sem pa zmenjen, da grem po novo specialko. Največkrat je bilo vprašanje, kdaj dobim novo kolo, oziroma zakaj se tako dolgo čaka. Zdaj pa vem, da so komponente prišle in da je v sestavljanju. Lahko bi šel pon že 17. ampak, kakor sem rekel, zaradi te zabave ne morem iti in sem prestavil za en teden. Tako da potem prvi vikend v februarju pa upam, da bo toliko lepega vremena, da vam že pokažem svojo prvo vožnjo z novim Winspace Agile. Zaenkrat še ne vem, kaj bo s tem mojim starim skotom. Letos marca bo imel 4 leta, do zdaj sem pa z njim naredil kakšnih 31.000 kilometrov. Zdaj, če se bo kdo javil in ga hotel imeti, ga bom dal za ugodno ceno. Če ne, ga bom pa obdržal in ga imel za kakšne bolj divje vožnje, kjer mi bo ta novega kolesa preveč škoda.
Ola sem se odločil, da bom zavil tukaj desno v ribiško naselje Villaggio del Pescatore. Tukaj je samo še kakšen kilometer tazga manjšega spusta in si dol pri vodi. Tako pa sem prišel do morja in točno tukaj v centru, kjer sem parkiral, je tudi en vodni vir, vam ga pokažem. Največkrat dela tudi po zimi. Če je potrebno, si lahko tukaj komot dotočite vodo, ker je okusna in pitna. To čudovito lokacijo bom pa izkoristil tudi še za eno fotko svoje stare specialke. Prav lepo se je zapeljati po taki čudoviti lokaciji. Vsaj tako, par minut se naužijem, pa spet zavijem proti domu. Leto 2026 sem začel kar aktivno. Prve 4 dni sem bil na obali, s sabo sem imel tudi specialko in prvotno sem načrtoval, da bom dol naredil 3 kratke fure. Po je pa tako naneslo, da sem 4. januarja se kar s kolesom odpeljal iz Portoroža čez Trst v Novo Gorico. Čista stotka. Krasno je bilo in skupaj s to današnjo vožnjo, pa še s parimi vožnjami med tednom, imam zdaj že nekaj čez 350 km. Vem, da povsod po Sloveniji niso tako dobri pogoji za zimsko kolesarjenje, ampak upam, da bo tudi pri vas čim prej posijalo sonce, se dvignile temperature in da bojo ceste suhe. Prvi januar sem izkoristil tudi za skok v morje, ampak se nisem hotel drenjati tam na plaži v Portorožu, tako da smo se zapeljali v Strunjan, kjer ni bilo prav nobene gneče. Super všeč mi je bilo, da sem tako izkoristil. Prej, ko sem še šel proti morju, sem šel po spodnji strani jezera Doberdob, zdaj vračam se pa po zgornji strani, ampak od jezera nekaj dosti, zdaj po zimi je samo ena taka mal večja luža. Pride pa pol spomladi, po kakšnem večjem deževju, pa kar konkretno jezero in je tle dol z ceste prav lep razgled. Ob povratku sem imel malo smole, spraznila se mi je sprednja guma, tako da zdaj si bo treba umazati roke in jo čim prej zamenjati, da se lahko še po svetlem vrnem domov. Aha, tle je teren, lega. Sem prav povozil. Imam prav rano na prsto, ker sem potegnil čez teren. Ampak dobro sem ga najdel noter v plašču. Ok, drugo zgleda, da je vse v redu.
Malo teže gre, ker je mrzlo, ampak ga bom že dobil noter. Evo ga, tako. Zdaj pa še nafilam. Sabo zmeri vozim tako pumpico, ne vem koliko let jo že imam, da mi ni prišla prav, ampak vidiš, danes pa bo. S to pumpico lahko napolniš nekje do 6 barov, kar ni nobenega problema, ker jaz sprednjo gumo itak filam na 4,1. Moraš pa 100-krat šopent noter. Ampak bo, počasi bo. Jaz mislim, da bo za do doma. Višem še dobro, da sem dol točil vodo, to se lahko zdaj malo umijem. Še pol ure je do sončnega zahoda, tako da se bom lahko normalno vrnil domov. Sam pa še dobro, da se nisem razsul po cesti, ker sem začutil v nekem trenutku, kako mi je spodneslo kolo in sem mislil, da je spolzka cesta, pol mi je pa hmalu upalo, ko sem pogledal dol, da se je v bistvu guma spraznila. Me zmeri pol tako spreleti, ko si pomislim, kaj vse bi se lahko zgodilo, kakšen padec, kakšen avto prije za tabo ali karkoli. Nikoli ne počiva smola. Ojla živijo. Sem imel gumi defekt, pa sem zamenjal, ampak očitno je tudi zamenjana pri ventilčku nekaj nagajala, ker sem na vsak kilometer mogel pumpati. In zdaj tle pri pokopališču v Stari Gorici mi je pa dokončno razneslo ventilč, tako da zdaj pa ne moram niti metra narediti več naprej. Ja, čau. Ja, nimaš kaj, tako se zgodi smola. Zdaj bom počakal asistenco, se pravi svojo soprogo, bo prišla po mene in me odpeljala domov, jaz bom pa zaključil progo tukaj pri italijanskem pokopališču. Jaz se samo prestavim na parkirišče tle pred pokopališčem, da bomo lažje naložili kolo v avto. Jaz vam bi zaželel varno vožnjo, dosti lepih kilometrov, čim manj gumi defektov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau.